Malo sem jim zavidal, veš, kako da so oni lahko tako pošterkani, mater vola. Iz hribovitog Balkana. Ne gre. Pač, a veš, tam dajo priporočila, pa se jih vsi držijo, ne? Pri nas je pa zakon stvar za diskusijo. Ne? Ja. A veš, Ne, pri nas je zakon priporočilo. V bistvu, Ne, samo se ga sicer noben ne drži, ampak ja. Ne, To še iz časov stare Avstro-Ogrske, ker smo, če si jih ne kršil, si bil zaveden Slovenc. Zakone, mislim. A to misliš, če si jih kršil? Ja, seveda. A veš, recimo, ne vem, zihar, veš, če nisi dal cesarjevega, ne? Ja, To je bilo pač Martin rebet ga. Krpan Švercu davko ni počel, pa to. Ne, Tako, narodni ne. junak, seveda, ja, to je res. Ja. A veš, tam, ali pa pol kasneje v Beogradu, ne? Pa ki je bil potres, ko so vse kle v Ljubljano vse bajte počprajcali zato, ker je prišel cesar pogledat, ne. So jih na fake podprli zaradi tega, da so dobili sredstva, ne, a veš, pa vse živo. Ja, lej se, to je ta, veš, ne, mi državo bomo okrog prinesli kurbe. Ja, zato, ker že mi od nekdaj razmišljamo, Tako. da je to others people money, ne. Ja, zdaj pa pizda smo pa mi v tem, ne? Mi smo v ovom, to je zdaj naše, ne? A veš, ne, cesta je, vse kradaš po resnici, ne? Ja, vem, ja. A veš, a veš, ne ropaš nekega imaginarnega Dunaja ali pa Beograda, ne? Pa to gre v... Ja, pa seveda, zdaj, ker ne dajemo v Beograd. Ja. Sam se zdaj bolj, ker ne dajemo v Beograd, a ni? Ja, mislim, ne. Sem vem, zakaj zdaj že 30 let pretržuje, da ni dober. Ja, Mislim- a veš, zdaj, a veš, ne, takrat si, ne, Beogradu ukradel, ne? Zdaj pa... Pa ne, nismo, mi smo vse preplačali, mi nismo. A ja, nič takrat je ukradli. bilo, takrat smo več Ja. dajali, ja. Mi smo vse preplačali in to je zdaj kle ostali in zato se imate zdaj tako fajn, kot Ja. se imate. Sam, To je ta a zdaj je bilo- ta nova a- Švica, ki smo a je bil zdaj si jogurt? ne. A je bil saden Švica jogurt? pa Pa, stop. A je Kaj? bil saden jogurt? Ja, Ni bil ga je bilo. saden, Ne, ni ga bilo. Bil je. Bil je, sam Yes. ni bilo pa marakuje. Seveda je bil, pizda, sej tja. Mislim, Fando Bibita je bila, Ne, fajn, dobro pa vidite. kaj že, pa ja. še dober komat je bil. Sej čakal, a se spomniš, a ni bila tudi... Sam red. No, to bo komad tedna. Ja, bomo dali v podlago. Fando Bibita, ja. Fando Bibita. Quando Bibita spiace io geja ti srci. Quando Bibita so vse ljudi, ljubezenska, ki v nas živi. Quando Bibita. Bibita je to, ki nas me. Če tega ne poznate, meni se takoj se mi pripel. Ja, Če tega ne poznate, se zamudili. Dobrodošli v Bibita svet, deželi ljubezni, deželi sanj. Bibita odveja ti srce. Bibita, Drage poslušalke, poslušalci, da bi videli te dva, kako sta postala nestabilna v bokih. Čistih. To je Shakira moment. Ja, je. Shakira, Iglesias. To je as Shakira as I go. Yeah, exactly. Iglesias, Enrique in Untemaro, kaj je že bil. Boh, nekjer. A sem jih Zdaj, to so tudi eni stari ljudje, stari. To je bilo pa še pred nami. Spust. Ne, Enrique je bil tam mlad, kaj je bil že? Julio. Julio. Fotar. Je bil fotar ali kaj? Fotar je, mislim, da bi njega oče bi rekel. Papa. El Padrino. El Padrino. Ne, Je to italijansko. Zdaj, kukorkoli. El Padrino je botar, ne. Ja, dober, lej. Lej, A zdaj sta kakšen film preveč videla? se spuščaš neke detalje. Ja. Sorry. Skratka, nadaljujemo s tem španskim poletnim Tako je. valom. Zdaj pa eno salso. Torej, avizo. Da bi tak poleten avizo naredil salsa, divji ritmi za drug let. Tako, ja. Za drug let. Gola dekleta. Ja. Ne, ta joke ful ni dober več. Ne, ni. Ampak smo živeli v tih cajtih. Tako da, v glavnem, kukorkoli. Alja, take it away.
Zdravo, štoparke in štopari, to je podcast o planetu, kjer so živela bitja, ki če ne razgibavajo ustnic, se jim zaskočijo usta. Neka druga teorija pa pravi, da če ne razgibavajo ustnic, bi jim lahko začeli delati možgani. Kljub temu, da ima Ford najverjetneje prav, smo še vedno Aljo, Peli in zi. hvala vsem, ki nas podpirate. in tudi vse ostalo. Kot se je izrazil, Ja, meni no, zelo ne, Kaj nam pa še drugega delajo, ki nas podpirajo? Pa poslušajo. Ja, poslušajo. Ja, to je. Okay. Ne. Pa tudi oni, ki bi nas morda še radi podpirali. Tako da povejte, Ja, ne, zdaj naprej. smo- Te Zdaj prej, telefonije, a veš. dolžni smo jim še pojasnilo, ne, zakaj sta bile prejšnji 2 epizodi tako dolgi. Ne? A, točno, ja. 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 Ker smo smatrali, ne, da ogromno časa zdaj v teh mesecih preživite v kolonah, ne, smo se pač mi malo bolj razdajali, Tako je. ne, Ful smo zato, se da vam skrajšamo čas, Tako. Ja. ki ga preživite v svoji pločevinki. Tako da Ja. Preden pridete do svoje druge pločevinke, tam zraven, tistega, kjer se stikata kopno in In morje. morje, ne. tako. tako, In tako. Tisto, potem, kar nas izpolnjuje. Tako, in, tako. in potem odprete zaslužno pločevinko. Ja. Ja. Te robni prostori so dobra reč. Če ste pa slučajno že prišli iz robnih prostorov, pa le urno nahvalo za seribe.si, če je še kaj ostalo. Ja. Jaz bom predlagal, še Za- vsem si odprite pločevinko. Za samo pivo na mesec. a Ne? Ja. Ja, A veš, ker včasih so imeli ta slogan za kavo, ne? ja. Pa Za re- pivo na mesec, rečemo. Za pivo na mesec. Pa ni pivo. treba, da je tudi kraft. Saj Ne, mislim, Ne. če je krav še toliko bolj, če pa ne, pa Ampak lahko tudi navaden. nič, mi imamo radi Ja, navadne. ja, Naš hladilnik seveda. je poln navadnih, tako da to je to. Mi smo navadni. Ja. Tako da, To je to. yes. Ja. Pejmo pogledati, kaj smo delali prej, ne? V prejšnji epizodi. Toliko stvari, da boh ve. Ja, vse je dogajalo. Ja, vse te Artur. vidovite Milane Ja, ja. smo obiskali. Vidite, Če bi- 1, 2 in 3. Če bi imeli video, Ali Blaž, a je vedeževalec Blaž. Ja, 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 pa Mariča je bila tudi. Samo Ja. Boga, Mariča je imela, Mariča je imela kamne. votlino. Marič je imela kamne. Ne, samo Mariča je šlo ful boljše. Ja. No, glavno, pač, če je bila vas vsega tega, Ja. si znate predstavljati. To je bilo to. Se to moglo biti kar noro, veš. Ja, misliš, da Ker če Mislim, res takrat, zdaj- kaj ne, delali. Nore veš- orgije pa to. Ne, oraki. Jaz že vem, kva mi boš naredil. Se to, kva mi už delo, to noro. A? Ja, Si greva predstavljaj. sam na per. pa. A ti en čika, veš, dobro je bilo, a ne? A ve, sam čik si A ti si pa prišel. sam za to prišel. Če A bi, veš, je bolj vprašanje. Ne? če bi bil jaz v Orakli vasi, bi sam na per prišel mater vola. Se pravim, ja, ker bi bilo una bi te gledala pohotno, ne, in ti bi rekel, in pa bi ti rekla, a ja, ti pa sam na per. Vse zgodi, ne. Veste, se kukar je bilo vas v Rasulu v tisto trenutku, mogoče bolj, da bi človek sam na per prišel. Ne, zdaj, Mene zanima zdaj ta zgodba. Za takih stvarih so ponavadi bolj una varna izbira šnopca. Ja, ne, zato, ker veš, Le ja, pa tudi v druge prijatelje, ki te drugega nikoli ne Ja. popiješ, le tudi ta ja, drugega. če so take higienske razmere, Ja, kot ja, je bilo ja, pri tej ja, teti, ja, ne, ja, ja. pač pera jaz ne bi pil. No, Ja, ampak ja, ne, ja, recimo, se strinjam. okay, to je A bilo. imate kaj, da bolj... Čakaj. močnejšega. Stop. Una Vidim, da ste noter kaj padla. že, ne Kva? vem, aj Navy strand ali je Sailor strand, kjer Ne so vem, une, ne vem, ja, te, ja. ki so res une brutalne, ne vem, tam po 60% alkohola. Drugače, To. cask strength je ta, kakor je pač ta prava. Recimo za viski je cask strength je una, ta prava, pa ga pa razrečijo na 40. Aha, Ja. pa ga dobiš tega No. tudi? Jo. Naš non je imel un šnopc, ki res ni bil dober, ampak pač ne. Počasih, no, vedno smo ga spili. Pistan, dober. Ne, prodaja, lušne. Ne, to je bilo zdaj, ki je bila, zdaj je bilo pač vas v Rasulu, prej je bilo pa zihar, to je bilo cvetelo. Ne? Ne, to pa ja. to Ne, sem zdaj, mislil, ne. zdaj so pa- mi dogovorili. zdaj pa se strinjam, ja. Ne. Definitivno sem Zdaj je šnopec. sam šnopec. Ja, šnopec než drugega. Brko to šnopce me pa dobro. No, smo že v tem, dej, kvarnik.
No, ali bo še kaj hujšega. No, lepo stvar mu je povedal, bo molitev je dubo. No. Zelo lepo je bilo. Pa na stravo moli beta, tudi ne ve. Mislim, da je šel kakšen nivo više. Ne? Mu je povedal stvari, ki se ga. Dobro, un je kar lepo rekel, ti so bilo par štengic, je bilo par štengic, sam pa ko bi rekel, ta molitev pol ni bila toliko. Ne. Je še par štengic, je pa spet ga doletel, mislim, je bilo zanga, ne? Je pa več vedel vse na koncu. Tako, kar je pa najbolj pomembno. Bi se to hotel iskati. Tako da zdaj bomo spet ne bomo o tem govorili čist nič več. Tako, Kvarnik, 10. poglavje, spet smo Fordu. Ja, Ford spet sem mislil, da narobe gledam. Ne mi tega delati. Forda smo pustili oziroma z zaletom v vrata glavnega urednika. In spet smo tukaj. In Ford se je zaletel. Yep. In spet ima akcijo, tako kot smo bil že pred 2 poglavji. Ista akcija. Ista akcija, ko klopčice zvije. On je zdaj že novo geometrijo prostora poznal. Ja, on je že pod kavču. Oziroma vse tako je mislil, da pozna novo geometrijo prostora. Da smo bolj natančni. Saj takšen je bil načrt. To. Ampak on se še zmeraj v zraku preobrnil, vrgel na tla, vse je naredil. Koliko more? Sam ta cajt, ki je on lutal tam po terminalu, ni vedel, da je bil že notranji dizajner, še zraven. Ja, ker pa se še začudil temu, da ljudje tudi obsedeno te preurejajo te hiše. Vsakih 5 minut. Vsake pisarne preurejajo. In z ničimer, kar ni bil si v kavču, ampak je bil majhen tank. On se je hotel zakotaliti za kavčem. Za mizo pol je hotel. Za mizo je bila pa pol kar tanka cratala. Ja. In tam zraven je bil en grdavš s prenosno raketno rampo na rabi. Ta prevod je res dober. Ker je v resnici mobile rocket launcher. Launcher. Jaz sem se spomnil, ker sem to bral, če se še spomnite Duma, ker so bili skeletončki, mislim pač okostnjaki so imeli mobile rocket launcher na rami. To sem se takoj spomnil. V bistvu mi je 2, na vsaki rami je bil en rocket launcher. Tako. Ti si bil dober. Ne, tistega sem se spomnil. No, približen tak, sam ne bi bil. Jaz sem točen. Ne, se bomo imeli tudi 2. Ne vem, to ne se di, da ima 2. Pa bil je visok, tako da še to je. Dolgin je bil. Je, take sorte model. Ja, ampak Ford se je sprašval, se ni sprašval, če je iz Duma, ampak če je ta iz glavne pisarne. Ampak pa je gotovo, da to že je glavna pisarna. In ta Infindim je. Kje so te modele najdel? To je nekaj narobe. Pa nekaj čudni so bili. Ni bilo. Nekaj čudno barvo so imeli. Polžje pol, to sem prvi slišal. Sploh si nisem predstavljal, kakšna je polžje pol. Pa tudi tekstura njihove mu ni bilo všeč. Ne samo barva polžja, ampak tudi tekstura. Nekaj ni bilo tako, kot bi mogli biti. Nekaj ni bilo. Vse je važen, kakšen je. Človek, ki hoče streljati na te. V bistvu ne, ampak kaj zanima, nekaj pol se ne sprašuje. Ali je pa v to ene take čudne emocije privlekel. Če nekdo strelja na te, najbrž res ne vidiš kot enega lušenega človeka. Kukor jaz razumem, so zgledali še malo bolj čudni. Tako kot vogoni. Mislim, da poudariš, ne zato, da ne vem, da si na zunaj trd, noter si pa mehek, ampak da pač poudariš še svojo svoje pozitivne lastnosti. Da tudi z zunanjostjo poveš, da res ni s tabo nič, sem za zoba. Tako je. No, ampak njemu so se zdeli neki znani. Podobne sorte. Neki so se mu zdeli malo znani, samo to je meni. Se meni tudi zdeli tako. Pa so imeli te majčke od Infinity Duma, niso imeli varovanje. Pa velikih je bilo, pa res so bili oboroženi ful, tako da veš. V
V bistvu je rekel avtor, da so bili še bolj oboroženi in oklopljeni, kot bi pričakoval od običajnih poslovnih ljudi, ne glede na dokaj grobe metode današnjega poslovnega sveta. Še ena brezčasna, Res je. Pa glih, zanimivo je, da mu take brezčasne ratajo v najbolj kočljivih situacijah. Tako sred tega gun showdowna v bistvu skoraj. Rocket showdowna. Rocket showdowna, ja. Je lušna, ja. Ja. Ampak Ford ne bi bil Ford, če ne bi ocenil položaja in privzel že par podmen. On je izkoristil ta, mislim, ki je videl sicer, da tole s kavčem ni, se je še pol zavihtel do... Tudi ugotovil je, da ni poslovni sestanek. Tudi to je ugotovil. Kakšna zmožnost dedukcije. Elementary, dear Watson. In to samo v 2 sekundah in pol se je vse to zgodilo. No, skratka, zalučil se je spet na gospoda urednika in mu pri tem elegantno potisnil nazaj identika, ne. In rekel, tombola! Ta je bila lepa. Točno, ja. V bistvu naredil je to, kar je prišel. Točno to. Njegova misija je bila izpolnjena, ne. In pol je mogel sam še vrniti. Ja, sam še vrniti. In pol je tle se mi zdi pa, da mu je malo teksta zmanjkalo, se mi zdi, da je malo podoben bil Arturju v vsej svoji veličini, ampak ne toliko, ne. Ker sem tako, jaz bi... Ampak je un model z rocket launcherjem, ne. Bom raj strelil prej, pa pol se mu pogovarjal. Tako, ne. In un rocket launcher je zalončil in šipa je šla in pa se je avtor pošalil, da očitno ni bilo istok. Ta protiraketna. Protiraketna ni bila to protiraketna. To je malo na te naše razpise spomnil. Sicer smo mi nabavili protiraketne šipe, pa plačali smo protiraketne šipe, noč smo dali sicer čist navadne, ki je itak, daj v to rabo. Kdo pa strelil proti tebi? Ta cajt mi je že zdavni v penzionu. Sej najbrž je bil, veš. Ja, sej najbrž je bil. To očitno dela v celem vesolju, ta sistem. No in ta šipa pač gre na 3000 možnih koščkov, ne? Ja, in pade v... in Colin gre... Tudi Colin s tem vse gre razfuka vse. Ampak Ford pa še kar obstane, ampak tudi Orjak z raketometom še kar obstane in hoče on še mal, ne? In pol Ford reče, poglejte, in ni bil prepričljiv, poglejte. In se mu izdel, je probal strogo povedati. Probaj, sam... Ni šlo. Tokrat ni šlo. Ne. Ni zapalil. Če imaš mobile rocket launcher na rami, si verjetno mogoče bolj v poziciji močino. Mislim, da že v enoti Pavški verjetno ne bi upravil. Poglejte, kaj dost, ne. Kaj šele pri, ne vem, nekih tipih s polžimi orjaki. Tako da, to je... Je mogel rekapitulirati položaj. Absolutno. In se je odločil. Rekel je, samo enkrat si mlad in se vrgel skozi okno. In najboljša stvar pri tem je bila ta, da je saj obdržal na svoji strani element presenečenja. To je res. To element presenečenja, dragi Ford, je pa na tvoji strani. To pa je bil. In če pa kje pa še pečina v obešalnik, je pa to poglavje, kjer Ford pada iz 23. štuka stolpence štoparskega vodnika po galaksiji. Tako da pečina v obešalnik. Čau, Ford. Ampak mislim, ta je spet tak kratek in kompakten poglavje, se mi zdi, hkrati je pa prav zelo action-packed. Meni je delo. Da je pripeljal ta Fordov lok zaenkrat, ne vemo, če je pripeljal že do konca, ampak zaenkrat se mi zdi, da tisto, kar si je Ford prej, par poglavij nazaj mislil, da bo življenje počasi postalo zelo hupi ali frudi ali neki, ali oboje. Mislim, da je življenje več kot izpolnilo pričakovanja. Ja, ampak veš si, če on je šel v to sobo, pa tam je hackal te programe, pa vse skupaj. Še zmeraj ne vemo, kaj je tam naredil v resnici. Dejansko ima tip nek občutek družbene odgovornosti, ker njega še zmeraj zgleda neki
driva, da kaj se dogaja. Pač, Ve, da nekaj ni v redu. da nekaj ni v redu, ne? In ima nek občutek pravičnosti, da je treba neke stvari popraviti, ne? Ali ne vem, ali videti kaj. Ali videti, kaj je sploh narobe, kaj je narobe, ne? Ni zdaj, da se on zavleče, ne vem, v eno ušterijo, naroči 100 perov, 2 vlačuge, pa... To bo tudi. Vem, ampak kaj za to? Ima pa še to. To smo pozvali sicer reči 2 epizodi nazaj, da je imel tudi idejo, da lahko bi on vse prepisal nase, kaj je bil že noter v računovodskem 4D-ju. Ne, bi lahko izkoristil, pa ni, ne. Sam ni, tudi zato, ker se mu ni dal, ne. Ampak on hoče narediti, da je to dober. Mislim, mu je všeč štoparski vodnik kot ideja. V bistvu je Ford na misiji, namesto Starty Bart Fasta oziroma namesto Zaphoda. Namesto Zaphoda, ja, v bistvu on je nekako Zaphodovo misijo prevzel. Točno, ker teli Infinity-movci moramo reči, da niso... Korporativci, ne? Ja, tukaj smo, ne? Ne bi oni nič delali za navadnega štoparja. Kar se pa strinjamo, da ni v redu. Seveda, da ne. Štopari sploh so še. Ja, se to, ker so jih korporativci vse... Zdaj vse Uber pa neki. Ja. Naredimo poslovno idejo, da imamo štoparje... Ne morejo tukaj. Pa jih pol za stom peleš. Malo se izključuje s poslovno idejo. Sej zato je štopar je tako fajn. To je sama ideja. Ne, to je lahko način življenja. Mislim, je bil. Je bil način življenja. To pa ja. Ne pozabimo, mislim, Douglas je dejansko štopil. Medtem, ko je on prišel na to idejo. Iz Bohekev in se je ostavil v Innsbrucku. Tako da, enkrat je bil to pripeljimo štopanje nazaj, ali kako? Ja, jaz bi bil čiza, absolutno. Mogoče smo malo prestari. Sam mislim, da je to na tam... Tebe mami ni učila, da ne sedaš tujcem v avto? Ne. Mogoče jaz sam nisem poslušal. Danes je to Uber. Ja, sej. Lej, zdaj kaj? To je to, ne? Pejte na plažo. To je to. Ne sé, koliko je zdaj ura, 7. Ja, če poslušajo ponedeljek zjutraj. Če si ga pa na plažo odvlekel. Pa je to pa že pred plažo. Mogoče se pa Leta smo pozabili vprašati ljudi, če ne zvajo na te velikih zvočnikih. Dajte na te velik zvočnik. Ne, se tudi, če poslušajo na jutranjem sprehodu /teku, tudi v redu, ne bomo slabe vole, ampak... Če greste laufat, vzamete velik zvočnik. Če ste v kempu, sem hotel reči, pa lahko date na te velik zvočnik. Ja, nujno. Ker lanskrat smo dobili poročila iz Barbarige, da je bilo ful dobro. Res? Ja, pozabil sem povedati. Okay. Pa malo sem se zagoglihal. Pa če se začneš, ne smeš povedati, pizda. Nisem mogel. Jaz sem res slab, to bom vrgel ven. Ne, zdaj ne bom vrgel ven. V glavnem, to je ta del, ki ga je peli ven vrgu. Ja, no. Najlepša hvala za to, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri je Ford spet pokazal svojo staro kožo. In nima niti najmanjšega pojma, kaj naj stori. Je pa na svoji strani držal element presenečenja. To pa je element presenečenja, je pa ne, da ga ima na svoji strani, zelo ga ima na svoji strani. Kar se tiče razglednic, še vedno velja, da jih z veseljem pričakujemo na naš naslov. Opravičujemo se za vse našeči Brnčičeva 41G. Klet, zaenkrat še prva klet, na drugi lokaciji pa kmalu druga klet. Ampak bo tudi drugi naslov. To pa bomo sporočili še malo kasneje, ko bo. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, _si. Hvala lepa. Hvala. Čau. Dober, narejen. Še parkrat pa smo končali. Zdaj pa teh kratkih ne znamo na dolg delati. Zdaj smo bili kar tako. Vsi mi dolgi. Vse je bilo vse super. Sam, če bi nehal, ko smo nekaj Ford skozi okno skočil, to je bilo 5 minut nazaj. Še malo za preklepetati. Zdaj se v redu.